Ameriške volitve burijo v svet, zato smo jim na Delu namenili posebno izdajo sobotne priloge. Med sodelujočimi avtorji je tudi Delov novinar in dopisnik Branko Soban, ki se je tokrat ukvarjal z vlogo Rusije v tokratni bitki za Belo hišo. Branko, pozdravljen. Pozdravljeni. Kako to, da četrt stoletja po koncu hladne vojne ruski predsednik spet igra eno pomembnejših vlog v predvolilni kampanji? Predvsem zato, ker hladna vojna v bistvu nikoli ni bila končana. Konec hladne vojne je bil iluzija, kot je bila iluzija konec zgodovine. Namesto kulture miru, o kateri vsi govorimo, je začela prevladovati kultura vojne. Po drugi svetovni vojni na evropskih tleh in drugje po svetu nikoli ni bilo toliko vojn, kot jih je zdaj. Se pravi, ta kultura vojne prevladuje nad kulturo miru. Zakaj Trump velja za Putinovega kandidata? Kaj bi Kremelj pridobil z njegovo zmago? Donald Trump v bistvu že od nekdaj občuduje Rusijo in še prej Sovjetsko zvezo, tudi Mihaila Gorbačova. V Putinu vidi nekakšno moč, agresijo, populizem, rasizem, fašizem, če hočete. Na vse te karte v bistvu igra Trump med svojo predvolilno kampanjo. Zato hkrati pa v Kremlju gledajo na Trumpa kot na nekakšnega mehkužneža, kot nekakšno marioneto, s katero bo mogoče lažje sodelovati kot z bistveno bolj odločno Hillary Clinton. Branko, najlepša hvala. Še več o tej temi in vseh ostalih aspektih ameriških volitev pa preberite v novi Delovi prilogi, ki jo že najdete na prodajnih policah.